Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naš dogodek, tradicionalni, ki se zgodi vsakega maja, tokrat 22. maja, MoneyHow Live, kjer bomo gostili res vrhunske sogovornike in seveda ukvarjali se bomo z Trumpovim šovom, ki nas je mogoče nekatere malo več, druge malo manj presenetil. Tako da vabljeni, da se nam pridružite na MoneyHow Live. Danes je z nami Nejc Bizjak iz Bitstampa in seveda bova analizirala tudi dogajanje na kripto trgu. Zdravo, Nejc. Ja. No, kar precej dinamično je bilo tudi na kriptotrgu, ne samo na delniških trgih. Pa me zanima, kako ste kaj doživljali to dogajanje na kriptotrgu. Bila je kar precej velika volatilnost, tako kot na delniških trgih. Padci so bili nekaterih kriptovalut kar precej dramatični. Kaj se je dogajalo? Ja, jaz bi nekako rekel pravzaprav, da relativno mirno v mogoče zadnjem mesecu. Mislim, da je velika večina kriptopopravka pravzaprav prišla že v januarju, recimo, ko smo imeli tisti, ki je Trump najavil svoj meme kovanc in tisti je bil mogoče trenutek, ki je jasno, vsaj za nekatere nakazoval za vrh, na vrh, se pravi nek topping pattern, vzorec, ne, tak na trgu. In mogoče potem tudi relativno je trg imel visoka pričakovanja glede ameriške politike okrog kripta. Upravičeno sicer visoka pričakovanja, ampak verjetno kot ponavadi, kot je običajno na kriptotrgu, so ta visoka pričakovanja, časovnica je malo drugačna tukaj. Ne? Se pravi, kripto si ponavadi želi vse takoj naenkrat. V tem primeru pa mislim, da bo potrebno še nekaj časa, preden bomo videli vse politike trenutne administracije vezane na kriptovalute. Tako da smo pač videli en lokalni vrh. Najprej je bil to ta čist nek vrh, ki je bil lasten kriptu, potem pa se je tudi globalna makroslika se je začela lomiti nekje okrog februarja, kjer je administracija nakazala neko odločnost okrog tega, da da želi stvari temeljito spremeniti, glede ameriška trgovinska politika, ameriška zunanja politika in tako naprej, kar je imelo vpliv na vse trge in na koncu Bitcoin in ostale kriptovalute so v večji ali manjši meri pravzaprav samo, kako bi temu rekel, high beta oziroma high beta na Nasdaqov delniški indeks tehnoloških delnic in potem pravzaprav se zelo gibljajo v povezavi s tem delniškim indeksom. Ja, to sem te večkrat vprašala, mislim, da v zadnjih letih kar tako vsakič, ko sva se videla, kako se bo kriptotrg odzval, ko bo prišlo do enega malo večjega, ne popravka, ko bo prišlo do neke resnega popravka, korekcije na delniških trgih, kako se bo kripto odzval. Zdaj sva videla, da v bistvu sama korekcija je bila 10-20%, če gledamo iz vrha Nasdaq je v nekem bear marketu oziroma je vstopil v območje medveda. S&P še ni, ne? Danes vidimo vse v zeleno obarvano, pa vendar ne veva, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, lahko pride tudi še do dodatnih popravkov. Kaj misliš, kako bo kripto odreagiral, koliko nižje gre lahko kripto, ko se zgodi recimo en večji popravek ali pa konec koncev tudi zlom na borzi. Ker Bitcoin od leta 2009, ki obstaja, ni doživel še resnega zloma delniškega trga. Imeli smo sicer leta 2020, ne, ko je bil COVID, malo večji popravek, 35%. Ne vem, če se temu reče popravek, ampak tudi ni tudi zlomno. Ne, ampak tudi zdaj nismo tega videli. Pa je bil precej brutalno je bilo na kriptotrgu. Ja, trenutni popravek, če pogledamo indikatorje na globalnih trgih, dve prejšnji epizodi, ki se jih lahko spremlja na teh tehničnih momentum indikatorjih, dve prejšnji epizodi, ki sta podobni tej epizodi,
ne sicer po sami globini, ampak po nivoju, da imamo temu reči, preprodanosti trenutno. Ena je bila COVID, ena prej je bila pa Global Financial Crisis. Se pravi, da potem pogledamo, kje so, se pravi, te indikatorji so recimo VIX, širina, se pravi, delniški indeks volatilnosti, delniški, potem tehnični indikatorji, kot so recimo RSI, Relative Strength Index, da so v bistvu tedenski Relative Strength Index je v bistvu na nivoju pod 30, kar pomeni visoka preprodanost. Kar se že v bistvu lahko rečemo, v primeru, da ne gremo v recesijo, da verjamemo, da globalno gospodarstvo ni namenjeno v recesijo, je to že kar precej resen popravek. Mogoče ga cena ne odraža. Zakaj ga ne odraža? Zaradi tega, ker je likvidnost na trgih precej visoka oziroma višja. Če pogledamo GFC, Global Financial Crisis 2008, to je bila kriza kolaterala. Takrat Fed recimo ameriška centralna banka, ni imela nobenih orodij, s katerimi se lahko borimo proti tem šokom na trgih. Zdaj pa ameriška centralna banka in tudi ostale globalne centralne banke so likvidnostno, imajo precej več orodij, kako se lahko proti tem zadevam, proti takim popravkom borijo. Jaz bi kvalificiral tole kot kar resen popravek, čeprav mislim, da je to v okviru nekega kriptocikla, to je 30% popravek na Bitcoinu iz najvišjih nivojev. V prejšnjem ciklu 7-krat smo doživeli ta popravek, 30%. Zdaj, na vprašanje, kako, če gremo v neko resno recesijo, jaz mislim, da tudi Bitcoin ne bo imun na to, če vidimo še 10-20% popravek na S&P-u, kar je resno recesijsko območje. Bitcoin verjetno ne bo imun. Kar pomeni, da bodo še manj imune ostale kriptovalute. Bistveno manj. Zdaj za Bitcoin pa samo mogoče ena manjši tukaj opomba, da v zadnjem tednu, to sicer statistično ni reprezentativno, smo videli kljub visokem popravku na delniškem trgu določena obdobja, ker se je Bitcoin pravzaprav kljub pritisku na delniškem trgu, kljub prodajnim pritiskom na delniškem trgu držal relativno v redu. In zdaj, do katere mere, kdaj, če verjamemo v to, da se bo v eni fazi začel obnašati bolj kot zlato, bom tako rekel, čas bi bil zdaj. Čas bi bil letos, ampak je veliko še za dokazati tukaj okrog te zgodbe. Ja, ker dejansko digitalno zlato, to se dostikrat v bistvu oziroma govori za sam Bitcoin, se ga pogosto primerja z zlatom, ampak tukaj ni bilo neke korelacije zaznati. Videli smo, zlato je šel gor, prebil je $3000 za trojansko unčo, potem dobro, ko se je dogajala ta korekcija, je tudi malo padel pod 3000, danes je spet nad 3000. Bitcoin se pa vrti tam okrog 80, trenutno. Ja, jaz mislim, da je narobe, če trenutno še v vsakem trenutku lahko, se pravi, tisti, ki verjamejo v to, kar Bitcoin predstavlja, oziroma kakšne makrokarakteristike ima kot nek makroasset, je moment, če Bitcoin želi verjetno biti uspešen v eni fazi, dve opcije imamo. Eno, da ostane za zmeraj high beta, se pravi na Nasdaq in se odziva totalni proksi nekak globalne likvidnosti, druga pa, da se začne počasi približevati zlatu. Lahko pa, da bo zgodba ostala nekje vmes. Ampak dokler imamo 0,85 korelacijo na Nasdaq, je težko govoriti o čem drugem. Je pa vprašanje, zaradi tega, ker temi smo se tudi pogovarjali, je, da je ta trg za Bitcoin ratuje zelo institucionalen. In institucije načeloma ne bodo kupovale oziroma ne kupujejo Bitcoina, pa če pustimo zdaj MicroStrategy pa tako naprej, ne kupujejo načeloma Bitcoina zato, ker želijo high beta na Nasdaq. Bodo kupili opcije na Nasdaq ali pa bodo na ta način drugače se bodo izpostavili temu trgu. Tako da, a tukaj je lahko en obrat? Jaz mislim, da je lahko in je pa vprašanje, tempirati ta obrat, to je pa kar zahtevno.
Ja, zdaj si povedal kar nekaj zelo zanimivih stvari, pa bi mogoče, preden greva na ta podjetja, ki dejansko investirajo v Bitcoin, bi pa vseeno mogoče še eno tole, ta povečana korelacija med kriptotrgom in tradicionalni trgi, ki so jo izpostavljali kritiki, kot je recimo Peter Schiff, postavlja vprašanje o vlogi Bitcoina kot varnega zavetja. O tem se je dostikrat govorilo, tudi številni kriptoverniki izpostavljajo Bitcoin kot neko varno zatočišče pred raznimi neurji na trgu. Kaj meniš zdaj o tej vlogi v svetu naložb? Kakšna je pravzaprav vloga Bitcoina? Videli smo, kako se je odzval. Ja, tukaj zmeraj nekako v ta odgovor je treba upoštevati makro, pravzaprav to geopolitično sliko v teh naložbenih odločitvah. In pogledati ta standardni 60-40 portfelj in se vprašati, ali v svetu, ko Amerika počne to, kar počne, ali je long bond, dolgoročna obveznica, imaš zmeraj to vlogo tistega safetyja, ki ga imamo, kot ohranjevalec premoženja, v primeru, da se delniški trgi popravljajo. Je to tista utež še zmeraj v portfelju? In če je odgovor na to, ja, super, pol 60-40 se držimo tega naprej, ampak to se je pokazalo v zadnjih letih, da je 60-40 portfelj ni bila dobra odločitev, ker dejansko zaradi globalne prezadolženosti dobivamo trenutno korelacije med delniškimi in obvezniškimi trgi, kar je v bistvu točno kontra to, kar si pravzaprav želimo. In zdaj vidimo, da se recimo zlato pojavlja kot ta alternativa, zlato ima tiste svoje trenutke, ponavadi, kadar imamo sekularni trend zniževanja obrestnih mer. Zdaj pa v bistvu ljudje bežijo v zlato, v nekem sekularnem trendu, ki ne vem, če bomo, mogoče smo začeli spet Global Central Bank easing cycle, ampak zlato je svoj premik naredil v lani, ko smo v bistvu še zmeraj bili v nekem ciklu dvigovanja obrestnih mer. In se pravi, potem se vprašamo, ok, nimamo obveznic, kaj pa so te alternative? Zdaj, zlato se kot jasna alternativa pojavlja. Kot druga ta alternativa, kar tudi velike finančne institucije trenutno porivajo to zgodbo, je pa pravzaprav Bitcoin. Ampak zaenkrat se to še ni pokazalo. In jaz tudi Bitcoin tako vidim. In zdaj, če upoštevamo sekularni trend, se pravi umik od obveznic, če upoštevamo sekularni trend deglobalizacije, ki ga Amerika trenutno zelo jasno izraža, pa še upoštevamo nek sekularni trend tega, da vedno več časa preživimo v digitalnem svetu, zakaj ne bi recimo, če imamo izpostavljenost obveznicam recimo 20%, pa so 20% od alternativne naložbe, da Bitcoin najde neko mesto v teh 20%. Jaz mislim, da ima zelo jasno mesto v teh 20% in to je vse zmeri igra verjetnosti. In tukaj so zadeve, se mi zdi, relativno atraktivne. Te veliki institucionalni vlagatelji, ki upravljajo portfelje institucionalcev in bogatih posameznikov, oni so izpostavljeni, mislim, da za 2% do teh ETF-ov, ki so vezani na Bitcoin. Ti pa zdaj tukaj govoriš o 20%. Za pojasnilo, da se ne bo narobe razumela. Če recimo svoj portfelj damo iz 60-40, pa držimo 60 delniško, pa imamo 40 obvezniško, pa obvezniškega recimo razdelimo na 20-20, kjer 20% predstavljajo alternative, je delež tukaj recimo nek delež ima sigurno zlato, nek delež ima lahko tudi Bitcoin. Ne pravim, da je 20% tega Bitcoin, institucija načeloma 2-5% te izpostavljenosti. In lahko recimo odvisno od vašega horizonta kot vlagatelja, je lahko tukaj tudi 1% super high beta na neke kripto altcoine, če želite. Vsak ima svoj način pristop k investiranju. Res je. Ampak mislim, da so vseeno vlagatelji, ki investirajo v kripto svet, vseeno malce drugačni od tistih klasičnih vlagateljev, ki investirajo v ta tradicionalni delniški svet. Se mi zdi, da so vseeno bolj nagnjeni k tveganju
in tudi mogoče, ja, imajo večjo izpostavljenost, mogoče 20, celo več kot 20% portfelja v pač mogoče kripto naložbah. Konec koncev v zadnjem času pač od inauguracije Trumpa je dobesedno kripto poletel v res neke višave in takrat se v bistvu to razmerje marsikomu porušilo, ne, zaradi tega, ker je tako hitro zrastel, v bistvu ta kripto sredstva so ful hitro zrasla, sploh recimo Bitcoin in nekateri altcoini. Tako da ne vem, meni se zdi, da mogoče vseeno tukaj kripto investitorji vseeno malce so drugačni od teh nekih old school klasičnih investitorjev. Sigurno. Zdaj, ko si omenil altcoine, dobili smo kar ogromno vprašanj vezano na Ether. Kje smo, kam gremo, kaj se dogaja z Etherom, si bo še kdaj opomogel, zakaj je v takšnem stanju, kot je. Kako ti gledaš na Ether? O tem se spomnim, da sem malo govorila, mogoče že kakšno leto nazaj, je bilo po mojem aprila, recimo, da Ether po mojem mnenju ima malo krizo identitete. In v bistvu, oziroma, če je imel malo krizo identitete kakšno leto nazaj, se mi zdi, da ima zdaj precejšno krizo identitete, ker stoji kot asset glede karakteristik, stoji nekje v sredi med, čisto za preprosto primerjavo, med Bitcoinom in pa med ostalimi tako imenovanimi layer 1 kriptovalutami, se pravi Solana, Sui in ostali L1. In po eni strani in želi biti vse. Želi biti digitalno zlato in hkrati želi biti internet computer, v bistvu gorivo, ki poganja internet. In to je v bistvu tudi pomeni, da po eni strani, zdaj če pogledamo na investitorje, da recimo institucionalnim investitorjem je relativno enostavno razložiti Bitcoin. Razumejo ga zelo hitro, zaradi tega, ker je pitch v bistvu zelo podoben zlatu in je lahek za razumeti. Medtem ko Ether na eni strani, pol pa na drugi strani je pa pitch, recimo če pogledamo Solana ali pa kjerkoli layer 1, je pa, ne vem, Nasdaq on blockchain, recimo. Se pravi, to je Solana, Solanin moto je Nasdaq on blockchain. Se pravi, edino, za kar stojimo, kar želimo, je, da je hitrejše. Želimo hitrejši blockchain. In Anatolij Kovalenko, co-founder od Solane, on piše lepo na Twittu, here is a new Solana vision, in pol prvi tweet je make it faster. In tle se Ether malo zgubi, ker če pa Ether pogledam, pa fundacija v bistvu nima jasne direkcije, ne ve, kam točno še se želijo premikati. Potem s tem Layer 2 ekonomskim modelom se pravi Layer 2, ko so naredili blockchain bolj skalabilen, je ekonomski model zelo malo nagrad oziroma plačil na blockchainu se steka na sam Ethereum, v sam main chain, kar pomeni, da se ekonomska vrednost v relativno majhni meri pretaka na sam Ethereum blockchain in večina ekonomske vrednosti ostane na teh Layer 2 chainih. Če pogledate recimo Coinbase Base, oni so dosti dober revenue line naredili z tega, ker v bistvu imajo validatorja, sequencerja na optimizmu. Optimizem je ta infrastruktura, ki jo oni uporabljajo. In pa imamo v bistvu, kako bi rekel, da je stisnjen z vseh strani in ima to neko krizo identitete. In to je, cena je posledica tega. A to pri tebi piska? Ja, od zunaj. No, v New Yorku si, mesto, ki nikoli ne spi in je skozi živahno. Zdaj nehal. Ja, za kratek čas. Nič hudega, se ne učne, kaj pa naredil, nič ne moraš narediti. Nimam kaj. Ampak ja, zdaj, ko govorimo o Etheru, pač 50% je samo letos dol, medtem ko tudi Solana se mi zdi, da je 43%. In zdaj dostikrat dobimo vprašanje, tudi Dogecoin je 50%, samo letos, nisem šla gledati od vrha, ker verjetno je še kar precej večji upad, In dostikrat dobimo vprašanje, kaj zdaj, Sploh recimo pri Solani se mi zdi ful zanimivo, ker se je cena od januarja se je zmanjšala za 60%. Kaj misliš,
kaj tukaj lahko še pričakujemo? Kam zdaj, mislim, od te točke? Zdaj marsikdo sprašuje, iti v to zgodbo, ne iti v to zgodbo. Saj veš, kaj sprašujejo investitorji, a ne zdaj investiram kaj 50% dol ali ne, 60 ali še celo več. 96% je v letu 2022 je upadel tečaj, pa se je pa odbil in v zelo kratkem času vse izgubljeno nadoknadil. Taka nora volatilnost je še zmer pri teh altcoinih. Ja, težko komentiram price level. Pač cena je, recimo, eno stvar, ki jo bolj poznam, kam je bolj blizu, recimo je Bitcoin. To vidimo, kje počiva trenutno na multi-month supportu, še zmeri chart zgleda lepo, relativno lepo z tehničnega vidika, če se ga pogleda, ne, dominanca je sicer relativno visoka, ampak to pravzaprav kaže, da je drugačen tip kupca obstaja na tem trgu napram altcoinu. Medtem, če pogledamo določene altcoine, vsi čarti več ali manj od vseh blue chipov so proti Bitcoinu broken. Se pravi, pomeni, da so dolgoročne strukture, recimo Solano lahko pogledamo, Sui lahko pogledamo, vse te večje kovance, vidimo, da je proti Bitcoinu ne izgledajo dobro. Vemo pa, da recimo na prodajni nivoji, se pravi, če verjamemo v tehnologijo, pa če verjamemo v to, kam se premika global makro, je trenutno velik, kako bi rekel, pač da zdaj ni trenutek, ki si posebej beriš. Pač ni nekako to zdaj ta moment, ki bi rekel, potem, ko smo že imeli 50% padec, da pa zdaj pričakujemo, gre lahko še 30% lahko, ampak to je kripto, to, ko kupimo altcoin, moramo to stvar vzeti v zakup. Tako da, tako nekako. Sorry, da se smijim zaradi tega, ker je follower komentar, tega bom šerala, še to vrnjak gre v rikvrc, ne samo trgi. Ta je res dobra. Ja. A lahko mogoče se dotakneva še Rippla, ker je tudi dosti zanimiva zgodba, pa mislim, da sem celo danes videla zgodbo še dodatno, ki je začinil Ripple in sicer so prevzeli, najprej poglejva, Ripple je, zdaj ne vem, koliko je z vrha upadel, verjetno kar precej, ampak v year to date gledam tukaj 8%, v 7-dnevni upad je bil 11%, verjetno ti veš, koliko je bil z vrha, ampak zanimivo je tudi to, da so danes ravno prevzeli neko borzno posredniško hišo oziroma kriptoposredniško hišo Hidden Road za 1,25 milijarde dolarjev, kar pomeni največji posel doslej z enim takim podjetjem. Kako vi v kriptoindustriji gledate na Ripple, pa na vse, kar se dogaja okrog Rippla? Tukaj marsikateri mali vlagatelj stavil veliko na Ripple. Tudi konec koncev, mislim, da je minister za finance nam povedal, da se mu zdi Ripple zanimiva investicija. Pa to ni naložbeni nasvet, sam povem, tudi minister se lahko moti. Kaj se ti misliš o Ripplu in vsemu, kar se dogaja okrog Rippla, pa tudi te tožbe, ki so imeli z Ameriko oziroma so tožili Ameriko, ali koga že, ne vem. Nisem se toliko poglabljala. SEC jih je tožil. SEC, točno, ja. Zdaj je bila ta tožba je bila zaprta, končana. Tako da mislim, da so uspešno zaključili to poglavje. Ampak, če bi rekel en chart, ki zgleda relativno dober proti Bitcoinu, je to Ripple. Zdaj Ripple konkretno. Konec januarja sem neke teze napisal za letos in ena izmed mojih tez je bila, da bo Ripple flipnil Ether po market value. Zaenkrat fully diluted, čeprav bom zdaj pogledal, 190 milijard Ripple, Ether pa fully diluted 185. Sprav, to se je že zgodilo pravzaprav. Zdaj pa se čakamo, da bo pravzaprav market kapitalizacija, če ne upoštevamo fully diluted, da se bo zgodil ta obrat. Ampak zakaj je bolj pomembno, zakaj? Ripple načeloma, jaz mislim, da imajo izjemen marketinški engine, motor. Ustvarjali so izjemen brand v kriptu,
ki ima ogromno sledilcev. In zdaj, kar Ripple trenutno dela, Ripple ima nekaj produktov, ki so jih lansirali. Je pa vprašanje, koliko dejansko te produkti ustvarjajo vrednosti za sam kovanc in koliko je tukaj sentimenta. In tukaj bom rekel samo tako, da tukaj to je samo še en altcoin, visoko volatilen altcoin, ki pa ima izjemen marketinški program in je hkrati tudi zelo blizu trenutni ameriški administraciji. In to so pač stvari, ki delujejo Ripple v prid. Zdaj, zakaj je bil tudi, zakaj se to nekako napisal takrat konec januarja, zakaj ta flip? Zato, ker mislim, da je to ironija kriptotrga. Ker kriptotrg zelo rad počne stvari, ki so šokantne. In to jaz mislim, da bi bilo, če smo z fundamentalnega vidika, je to šokantno. Ampak, če se pa malo umaknemo, pa malo razmislimo, kako ta trg ponovadi operira in da res preseneti ljudi, pa se ne zdi spet toliko neverjetno. Tako da to. Zdaj, a je Ripple dobra naložba? No comment. Ampak je pa sigurno nek fenomen v kriptu, kot je recimo, Coinbase app, fantastičen produkt, fenomen. Je tudi v bistvu Ripple en tak specifičen fenomen, ki je lasten temu trgu. Je zanimiv. Se strinjam s finančnim ministrom, da je zanimiv, ampak je dobra naložba, to pa no comment. Evo, zdaj pa pride še en komentar, ki smo ga dobila. Minister toliko ve o Ripplu kot jaz o ženskah. Evo, imamo enega, ki se kar fajn heca danes, tako da super. Zmeri boljš. Tako da lahko še kakšnega nič ne škodi smeh. Ampak pazi, en dober komentar je bil še, samo sekundo, da ga najdem. Evo, dobro. Mogoče to zdaj, ko govoriš šokantno, ne šokantno, pa dajva še en komentar, res so dobri. Jaz imam 45% v kriptu in sem se postaral za 20 let v enem mesecu. To sem dostikrat slišala od ljudi, ki so preveč izpostavljeni kriptu oziroma katerikoli naložbi, pa imeli smo ful dobro epizodo, Steve Sosnik iz Interactive Brokers je bil naš gost na podcastu, ker je rekel, če te zvija v želodcu, ko se dogajajo taki upadi, pomeni, da si preveč izpostavljen tveganim naložbam in da moraš zmanjšati. A ne? Ja. Sam to boš rekel. Kaj pa to, da se je postaral v enem mesecu za 20 let, ti se še nič nisi postaral, pa si v tej kriptopanogi že kar nekaj časa. Ti greš rekords, tako kot to vrnak. Tudi jaz sem se postaral, razumem komentar, je zelo stresna industrija, glede ostalih zadev se pa se pravi, več, kot smo se že pogovarjali, na dolgi rok razpršitev naložb deluje za 99% ljudi. Tisti 1% je pa Stan Druckenmiller, pa ostali super investitorji, ki pač so izjemni. Ja, ena izjemna investitorka je bila tudi frizerka od mojega sodelavca, ki je napovedala, da bo šel Bitcoin mislim, da je rekla, da 120, da bo pač takrat je bil res hype totalni, tako da kaj pa zdaj pravijo napovedi, do kam bo Bitcoin prelezel iz trenutnih ravni, a bo frizerka dočakala $120,000 za Bitcoin? Dva scenarija, verjetno en scenarij je, če verjamemo, da se svet premika v recesijo, imajo delniški indeksi in ostali asset klasi tudi potencial, da gremo še precej nižje. Zdaj, jaz osebno ne verjamem, da se premikamo v recesijo, trg tudi trenutno ne verjame, da se premikamo v recesijo. Se pravi, delniški trg recesije trenutno ni v bistvu, it's not priced in. Ne vem, kako bi bila slovenska ustreznica. Ni vračunano v trge. Ni vračunano v trge. Si prepričan, da recesija, ker dejansko JP Morgan in pa nekatere druge inštitucije so napovedale skoraj 50% verjetnost v tem letu, da bojo Amerika v recesiji. Trenutno je forward 12-month PE, se pravi naprej gledajoči dobički proti, se pravi večkratniki dobičkov so trenutno še zmeri na 21. Kar pomeni, da cel delniški trg še zmeri predpostavlja, da bodo dobički rastli. In
1,21 so, če upoštevamo, da ne bodo letos rasti. Kar pomeni, da to je daleč od nekih nivojev, ki jih ponavadi vidimo v recesiji. To bi mogli iti na okrog 15, bi mogel biti delniški trg. Ker delniški trg je zmeri, kako rečejo, na kratki rok je v bistvu mehanizem glasovanja, na dolgi rok je pa mehanizem tehtanja. In trenutno ne tehta delniški trg, ne tehta tega, da bomo dobili recesijo. Se pravi, vse te večkratniki dobičkov niso na teh ravneh. Zdaj, kaj gre lahko narobe? Se pravi, trg hkrati, ko zdaj glasuje na kratki rok, pravi, da se tale vojna trgovinska s tarifami ne bo obdržala in da bo prišlo vsaj do določene mere do dogovorov. Zdaj, zakaj pa pravijo to? A ne, se pravi, vprašanje, ker mislijo, da bo Kitajska kihnila, ker je v preslabem stanju kot globalni izvoznik, da lahko prenese visoke tarife, a ne, ker so trenutno v recesijsko-depresijski spirali, a ne, in so v bistvu že kar izčrpali mehanizme monetarne politike. Tako da to očitno nam na neki ravni trg sporoča. Se pravi, da je veliko enih negativnih novic že nekako je že v ceni. Hkrati pa trg tudi pravzaprav ne verjame, da Amerika kot nacija s 6% primanjkljajem bruto domačega proizvoda v nerecesijskem stanju si lahko privošči recesijo. Zaradi tega, ker recesija povprečno pomeni 6 do 8% povišanje primanjkljaja. Se pravi, da gremo iz 6%, kar je že recesijsko, na 15%, brez da dobimo zraven bazuko centralne banke, pa še fiskalno bazuko zraven. Trg pravi ne, to se ne bo zgodilo. Zdaj, a se trg moti? Načeloma, vsakeč, ko mislimo, da se trg moti, pa bomo svoje žetone dati in reči, trg se moti, gremo dol, gremo gor. Trg trenutno pravi ni recesija. Ja, trg je vračunal torej v tečajnice, da pač tega scenarija ne bomo videli letos. Ne. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Zdaj imaš, vse veš, buliš pa beriš scenarije, ne. Za nekateri so malo bolj pesimistični. Je pa res, danes sem brala, mislim, da na Bloombergu, eno novico, ker je, ne vem, kateri ekonomist rekel, tako kot je Trump sesul praktično tečajnice, jih lahko tudi boostne. In včeraj je bila zanimiva zadeva, ta me je ful presenetila, no, kako so v bistvu trgi odreagirali na nek fake news, na neko novico, da je Trump, na X je bilo objavljena ta novica, da bo Trump začasno ustavil vse carine in v tistem hipu so dobesedno tečajnice poletele v nebo, a ne, potem pa so iz Bele hiše objavili, da gre za fake news, tako da je ta neka občutljivost tudi trga konec koncev na vse informacije, ki se objavljajo. A ne? Seveda, in zdaj smo ogromno enih negativnih novic imeli in trg, predvsem spet, če pogledamo indekse volatilnosti, upošteva nesigurnost. Česar trg najbolj ne mara, je nesigurnost. Se pravi, da ne vemo, kakšna bo politika. In trenutno nimamo te jasnosti, kakšen bo ta endgame, lahko v tem endgameu samo špekuliramo. In tako, kot si rekla, videli smo veliko negativnih novic, se pravi tarife. Ampak kaj se lahko verjetnostno premaknemo? A v neko zaostrovanje trgovinske vojne, a se v nek middle ground, kar se tiče trgovinske vojne, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, kaj Amerika še ima na sporedu, če tako hočemo reči, da v bistvu da bo gospodarstvo rastlo. Ker so bili zelo jasni republikanci, da želijo davčne spremembe. Davčne spremembe so v pripravi in davčne spremembe prihajajo v naslednjih 2 mesecih skozi kongres in to bo vplivalo tako na dobičke podjetij, bo vplivalo na v bistvu tudi na prihodke posameznikov, bo spodbudilo potrošnjo s precej veliko verjetnostjo. Jaz menim, mogoče samo en tak komentarno, ker ja, ne vemo, a gre gor ali pa dol, ampak spet zmeri moramo biti malo študentje zgodovine in trenutno S&P 500 je na nivojih, kjer na dolgi rok, če ste investitor, bi bilo škoda ne se vsaj malo izpostaviti temu trgu. Pač tako je, zgodovinsko glede vseh indikatorjev. Razen, če verjamemo, da gremo za zaostrovanje trgovinske vojne, da bo konec sveta. To je to. Drugače tako, no. Danes smo imeli res dober intervju objavljen na Bloomberg Adri, Lahovnik Matej, ekonomist, nekdanji minister za gospodarstvo,
je rekel, sploh, da se bom zelo poenostavila, ker se ne spomnim njegovega citata, v smislu, zakaj smo šokirani? Saj to je Trump že vse napovedal, že v predvolilnem boju je napovedal, kaj bo storil. Ampak nihče ni verjel tej norosti v predvolilnem času, ko je govoril, kaj vse bo storil. Ampak zdaj se pa dejansko to realizira, kar je naredil. Pa dajva to obrniti na kripto. Rekel je, da bo dereguliral kripto. Kje smo zdaj tukaj? Preden začnem. No, daj. Priporočam poslušalcem, ker je to res, kar je povedal gospod Lahovnik, da bomo prvič sploh ne vem, kdaj je bilo nazadnje, da je nekdo dal predvolilne obljube in zdaj se jih drži. Točno. To je prvič lahko nekaj takega vidimo. In zdaj, če verjamemo spet malo temu, predlagam mogoče poslušalcem, da si grejo pogledati intervju s Scottom Bessentom iz Tuckerjem Carlsonom, kjer se v bistvu 1 uro plus pogovarjate o tem, kaj Amerika želi doseči, kaj Amerika želi narediti. In gospod Bessent je glavni arhitekt tega, kar se trenutno dogaja. In on zelo lepo razloži, kaj oni želijo doseči. In on je v bistvu ex-ta Duquesne Capital, Stan Druckenmiller, Macro Hedge Fund Manager. Zelo zanimiv intervju, no, priporočam čistko. Zdaj pa, kje so ostala? Lahko preden greva naprej. Samo vsem tukaj pa treba povedati, to je finančni minister, ameriški finančni minister. No, in ravno ta vikend, po tem masakru, ki se je dogajal četrtek, petek na borzi, je on hotel sanirati škodo in mislim, da je bilo v nedeljo je objavljen intervju, da ni potrebno, da se uračunava v tečajnice recesija, da ne razume, zakaj je tak odziv trga. In na Bloombergu so prav napisali članek o tem, kako on ni bil vključen v ta carinski cunami, ki se zdaj dogaja. To je šlo vse mimo njega in to se je izvajalo v ozkem krogu okrog Trumpa. Tako da, pritisk je tudi na njega kar precej velik, zaradi tega, ker ga kličejo čisto vsi, od teh multimiliarderjev do vseh tistih, ki so na lestvici najbogatejših zemljanov. Ne, to so konstantni klici, ker premoženje je teh dobesedno izpuhtelo, ne vem koliko milijard v zrak. Ne. To so zelo nepopularne odločitve za Wall Street, ki jih oni sprejemajo. Je pa, se pravim, res je zanimivo iti poslušati. Sej ni treba, da se strinjamo, ampak zelo prvič vidimo, dajmo reči, nekoga politik, ki je res market operator, se pravi, res razume trge in razloži, kaj želijo doseči. In je zanimivo za poslušati, ker redko vidimo, njegova predhodnica je bila Janet Yellen, ki je bila čisti teoretik. Niti slučajno ne market operator in on je pa v bistvu lepo razložil, za poslušati. No, zdaj pa povej, kje je zdaj ta deregulacija kripta, ki jo je napovedoval in kaj se tukaj dogaja? Ja, dobro vprašanje. Se pravi, ena zadeva, ki se je že zgodila, je bil ta SAB 1, 2, 3, mislim, da se imenuje, še rima se. Se pravi, da banke lahko, ameriške banke lahko držijo kripto na bilanci stanja, oziroma drugače, da ga lahko držijo off balance sheet. Se pravi, da jim ni treba vključevati kripta na bilanco stanja, kar pravzaprav pomeni, da se lahko kripto drži kot delniška naložba, se lahko tako pripozna preko računovodskih standardov. To je zelo pomemben korak, ker to omogoča bankam, da se izpostavijo kriptu in v bistvu, če banka da nekaj na bilanco stanja, to se treba zavedati, da mora tudi kapitalsko rezervacijo narediti. In zdaj kripto po bazi standardih ima utež 100%, se pravi, je treba polno rezervirati z v bistvu svoje obveznosti z asseti, če je smiselno. In tako da to, s kapitalom, da se popravim. Tako da to je za začetek. Jaz mislim, da bo prišlo do nekih sprememb na področju davčne zakonodaje, o tem se špekulira, tako da to bi tudi bila pomembna deregulacija. Kaj še imamo, kar se v bistvu pripravlja glede kripta? Market Structure Bill, kar je zelo pomembno za stablecoin regulativo, da se pripozna stablecoine, ki so velik element te ameriške trenutne politike okrog kripte, da se jih pripozna kot ekvivalente pravzaprav valuta. Se pravi, stablecoin bill, potem pa market structure bill tudi za sam kripto. Obstaja pa verjetnost, da bo kripto ostal pod samim SEC-em. Se pravi, da bo SEC tisti regulator, ki bo še naprej
bil na kripto. Vmes se je govorilo, da bo to mogoče CFTC, se pravi, to je Commodities and Futures, se pravi, tista agencija, ki ureja trge surovin. In to se je zdaj ugotovilo, da to se je prišlo do tega, da temu verjetno ne bo tako, da bo vseeno to verjetno ta regulator, ki delnice, securities regulira. Tako da to je pa, temu bi pa mogoče rekel, en complicating factor, zaradi tega, ker SEC do zdaj je imel precej tako držo, pod prejšnjim Charom Genslerjem je bil precej naravnan negativno proti kripto, sicer se je to zdaj tudi spremenil, ampak hkrati to tudi nakazuje, da mogoče kripto ne bo imel potencialno, ne bo imel toliko specialnega tretmaja, kot se je v osnovi pričakovalo. Kot trenutno je neka mešanca, ampak mislim, recimo davčni tretman bi bil zelo pomemben, bi bil zelo pozitiven z vidika deregulacije. Kaj pomeni davčni tretma? Ker pri nas, veš, Slovenija je še vedno, jaz mu reka davčna oaza, marsikdo se ne bo strinjal, ampak ja, za tisti, ki kupijo, držijo, pač so neobdavčeni, tisti, ki pa tradejo, bojo pa pač plačali davek. Zdaj se to zelo individualno pri nas obravnava. Tukaj tudi menda, da se neke spremembe obetajo, vendar vprašanje, kdaj. Kaj pomeni davčne spremembe v Ameriki? Kaj to pomeni, da bodo obdavčili še dodatno, razbremenili? Kaj to pomeni? Ja, seveda, odlično vprašanje in nisem tega pojasnil. Govori se o tem, da ne bi se davki na dobičke, kriptodobičke ukinili. A res? Ja, trenutno se je kripto obdavčeno tako kot delniške naložbe v Ameriki. 30 do 50%. Tako da govori se o tem, da bi to bilo kot del davčne zakonodaje. Zdaj, a bo to res ali ne bo, je vprašanje. Ampak o tem se špekulira, da bi to znal biti del svežnja ukrepov na področju davkov. Ok, kaj pa se je zgodilo z temi, to je bilo tudi eno veliko razočaranje za kriptosvet, ta napoved predvolilna, da bo kriptovalut oziroma Bitcoin in verjetno nekatere druge del kriptorezerv, pa potem se ni izšlo v tem scenariju, kot si je kriptosvet to nekako predstavljal. Ja, to je tako zanimivo, ker kripto si zmeraj postavlja precej visoka pričakovanja. O tem so že malo govorili. Tudi tukaj so bila pričakovanja, da bo v enem mesecu, verjetno po nastopu nove administracije, se bo razglasilo, da bo Amerika kupila 1 milijon bitcoina. To je bil, mislim, da to je bilo tisto, kar je bilo priced in. Ampak jaz mislim, da sama ta strateška rezerva, imamo dve stvari. Oni so najavili strateško rezervo in pa strateško, oni tem rečejo strategic stockpile. Ne vem, kaj bi bila slovenska ustreznica. Misliš stockpile? Ja, stockpile. Kot neka zaloga? Zaloga, recimo, ja. Se pravi, oni so strateško rezervo in del strateške rezerve je samo Bitcoin in Bitcoin oni lahko kupujejo. Se pravi, je lahko dejansko ameriška država gre aktivno na trg in na trgu kupuje Bitcoin, mora pa to narediti se pravi, nevtralno za državni proračun. Se pravi, iz nekih zaslužkov nekje druge, recimo s prodajo teh Trumpovih viz za 5 milijonov, grejo oni in lahko kupijo Bitcoin ali pa z nekimi tarifami, ki jih na novo inkrementalno poberajo. Grejo in lahko kupijo Bitcoin. Zdaj, za vse ostale kriptovalute pa v bistvu samo to pravzaprav pomeni, da karkoli zasežejo, načeloma ne bodo prodali. Ne morajo pa aktivno tega kupovati. Tako da zdaj za Bitcoin, kar bi verjetno edini dober, jaz sem malo mešano mnenje o tej strateški rezervi, se mi zdi, dober bi recimo bilo, če bi lahko Amerika to strateško rezervo polnila na način, da bi bilo to kot pravzaprav programsko, da ni diskriminatorno, da bi se reče, vsak mesec bomo iz tukaj in tukaj alocirali toliko in toliko recimo v Bitcoin, da se ta transparentnost nekako trgu zagotovi, da to ni nekaj, kar je, če se drugače izrazim, na drugi strani se pravi, da je nekaj, kar se dogaja kot nek impuls in se dogaja občasno. Tako da se to uredi sistematično.
Zdaj, Amerika je pa tudi država, ki načeloma ne ustvarja presežka. Ker po drugi strani je zdaj vprašanje, oni so tudi najavili, da bodo imeli ta Sovereign Wealth Fund, pa ne veš, če si točno izkene. Najprej je treba določen presežek zagotoviti, da lahko potem gremo na trg in kupujemo surovine in povečamo svojo bilanco stanja itd. Tako da, tle je veliko, zato pa mislim, da je trg tudi relativno razočaran. Jaz mislim, da tega še zmeraj prišlo. Ne vemo pa, kako fajn bi bilo, da bi bilo transparentno, sistematično in neke dolgoročne rešitve. Zdaj, ko si omenil pričakovanja, kakšno pričakovanje ima kriptosvet, jaz mislim, da ne samo kriptosvet, tudi preostali svet ima neka pričakovanja in predlagam, da greva midva preveriti vse te komentarje oziroma tudi vprašanja. Vse bom jaz šerala s tabo, tako da se ti bojo izpisali. Zdaj bova tukaj začela. Edvard, začel sem slediti vašim objavam, kar me je opogumilo, da sem nekaj malega vložil. Prva izkušnja vlaganja v sklade je zame polomija. Vložil sem v času najvišjih vrednosti pred novim letom. Ja, zdaj, kar se tiče tega investiranja na borzo, ne gremo za en mesec, 2, 4 mesece ali pa en teden ali pa en dan. Na borzo gremo dolgoročno in pač investiramo skozi dobre čase in skozi slabe čase. Zdaj, na neki točki verjetno je bilo potrebno začeli ste takrat, ko je bil očitno, so bile visoke, smo bili na rekordnih ravneh. Tako da zdaj je potrebno samo slediti svoje naložbeni strategiji in pa naložbenim ciljem, ki ste si jih zastavili, ko ste prvič vstopili v katerokoli naložbo, ali to sklad, ETF ali pa konec koncev kripto. Zdaj, Nejc, ti si naredil Chartered Financial Analyst, CFA. To imajo v bistvu certifikat, ki ga v bistvu načeloma grejo delati iz finančne panoge, strokovnjaki, a ne? Izpit ni tako lahek, by the way, ampak v redu. Tako da obvladaš recimo tudi ta kriptosvet, pa verjetno ti tudi prav pride to znanje iz tega sveta pri razumevanju vsega, kar se dogaja na trgu, na kriptotrgu. Pa recimo, dej ti povej, recimo na kriptotrgu pogosto recimo videvamo take komentarje, ko je v bistvu vse na rekordih, ljudje so nahajpani, kupujajo, ne vem, Bitcoin pri $100,000 in potem obžalujejo svojo odločitev in potencialno tudi iščejo krivce nekje drugje, ne, za svoje odločitve. Daj ti malo povej, kako ti gledaš na vse skupaj, govorimo o malih investitorjih, no? Kako ti gledaš na vse skupaj, na zastavljanje naložbenih ciljev, naložbenih strategij, kako investirati. Tukaj govoriva lahko tudi o tej strategiji, ki je zelo priljubljena, DCA, Dollar Cost Averaging. Kaj to pomeni, kako to se iti? Ja, odlično vprašanje. Večkrat smo že govorili, ne, preden začnete investirati, je fajn, da razmislite o tem, za kakšno časovno obdobje želite vlagati, oziroma kakšen je vaš naložbeni cilj. Ali želite čez 3 leta kupiti avto, ali želite čez 10 let kupiti hišo, ali čez 20 let, ali želite varčevati za pokojnino in tako naprej. Ne. In to vam bo nekako tudi določil vašo košarico sredstev, v katero boste vlagali. Ne. Če mi denar potrebujemo čez 3 leta, potem bo vaša naložba relativno manj tvegana proti temu, če recimo vi denar potrebujete čez 10-20 let. Tako da to so nekako taka prva vprašanja, ki se jih morate vprašati in si jih morate odgovoriti. In potem, se pravi, to nekako določa to vašo košarico, potem pa zelo preprosto, res se strinjam, ker včasih res ujamemo vrh, pa težko je vedeti, ujamemo vrh, ali smo zadeli dno in se mi zdi ta dollar cost average, se mi zdi za povprečnega vlagatelja čist v redu pristopa, ker nekako svoje vstope v trg razporedite preko nekega daljšega časovnega obdobja in v nekih enakih zneskih kupujete preko nekega takega obdobja in tako tudi v bistvu malo eliminirate tega strahu, da boste pa vložili, pa boste naslednji dan se zbudili, pa bo trg se popravil za 3-5%. Tako da to ni slaba strategija, da se na ta način vlaga. Tako bi rekel, to je res neka taka osnova. No.
Ej, a te lahko še nekaj vprašam, zdaj, ko omenjaš neke ročnosti, ne vem, čez 10 let hišo ali pa čez 20 let, zdaj, te ročnosti se v kripto svetu precej krajšajo. Ko se pogovarjam recimo z mlajšimi investitorji, ki investirajo, ki so 100% izpostavljeni kriptu, za njih je v bistvu, ko govorimo o ročnostih, to se jim zdi tako mal nenavadno, a ne, ker vse se skrajša na kriptotrgu. Ja, ampak treba je tudi vedeti, da mladi načeloma, ne vem, pa sej ni zabežati od tega, sej smo vsi bili enaki. A ne, sej ni mladi, načeloma spet, mladi niso nič, kar se tega tiče, v nekem privilegiranem položaju proti nekomu, ki je starejša oseba, samo imajo manj izkušenj. Pa v bistvu tudi, ne vem, nekateri mladi, se pa nočem nič tukaj v kakršnokoli smer, ampak nekateri, relativno, ko si mlad, pa nimaš nobene odgovornosti, pa nobenemu nisi finančno nikomor odgovoren, relativno enostavno nekaj vložiti, tudi bom rekel, da se tveganja relativno zanemari, če se probam tako izraziti. In si želimo potem na nek hiter način obogateti, ampak spet obogateti ali pa zaslužiti veliko denarja. Ampak jaz mislim, da se tudi mladi se bodo opekli, se bodo naučili, ker je to del te participacije na finančnih trgih in potem velika večina na koncu gravitira proti trgovalnim strategijam, ki jih uporablja velika večina investitorjev, zaradi tega, ker delujejo. Zaradi tega, ker delujejo, enostavno velika večina nas nimamo toliko časa, da bomo zdaj neke aktivne strategije na dolgi rok uspešno vodili. In nimamo tega znanja in se ni za pretvarjati, da bomo pa mi zdaj smo kaj drugačni ali pa kaj boljši od ostalega, od poprečnega investitorja. Tako bi jaz to rekel, ne, mladi smo nepotrpežljivi ali pa so nepotrpežljivi, pa s časom rataš zmeraj bolj potrpežljiv. Ja, lepo si to povedal. Greva mogoče nazaj na kripto. Pozdravljeni, kakšne so dejanske možnosti, da je kripto že dosegel najvišjo vrednost v tem bull runu ali bullu? Jaz mislim non-zero, se pravi, sigurno obstaja možnost, da je vrh že bil dosežen. Bi se pa vrnil spet k tistemu, če dobimo neko podaljšano obdobje globalne recesije, obstaja možnost, da bo kripto šel v nek daljši Bitcoin, šel v nek daljši vzorec konsolidacije in noben asset class iz tega, oziroma nobeno sredstvo iz tega ne bo izuzeto. Verjamem pa, da bo politika centralnih bank, oziroma da bo tudi ta trgovinska vojna, da se bo verjetno, da so določene pozitivne novice, ki še prihajajo in da obstaja možnost, da bomo končali leto že višje. Zdaj, lahko sem bolj specifičen, recimo jaz osebno mislim, da obstaja recimo nekih 20-30% scenarij, da se popravljamo navzdol in pa tam recimo 70-80%, da gremo še obiskati tam, kjer smo tiste. Ne, da gremo še obiskati, se pravi 110 in potencialno več. Moje mnenje osebno je tukaj, da trenutno ni moment z vidika risk-rewarda, se pravi z vidika tveganja in potencialnih donosov, da trenutno ni točka, kjer bi bil prav posebej medvedje razpoložen. Ja, upravljalci ali pa recimo neki analitiki, s katerim se jaz pogovarjam, so zmeraj bikovsko razpoloženi. Redko, da srečam medveda. Oziroma prodajalce finančnih produktov, bom tako rekla, ali pa po razne ponudnike. Ampak dobro, ti si v vlogi, ti predstavljaš brokerju praktično vsem, ali gre gor, ali gre dol, either way, a ne s provizijam broker služi. Jaz bi rekel samo tako, v bistvu, tako, kot si rekla, nam načeloma je vseeno, na kakšnem nivoju se cena nahaja, mi smo borza. In zdaj, jaz se odgovarjam, če vzamemo emocijo ven iz investiranja, trenutno je veliko emocij prisotnih na trgu in spremljamo spet, samo pravimo statistične indikatorje, ko so lastni kripto. Smo v bistvu v tretjem letu cikla Bitcoina, če je bil to vrh, je bilo to relativno zgodaj, kar se pravi, statistično spet, ker moramo iti v neko smer, je še prostor, da gremo navzgor.
Potem, če gledamo monetarno oziroma globalno sliko likvidnosti. Globalna slika likvidnosti se je obrnila navzdol v 4. kvartalu lanskega leta in je nekako imela nek bottoming pattern oziroma neko dno, je dosegla tekom 1. kvartala. Zdaj 15. recimo aprila imamo še ta Američani plačujejo davke, to je kar velik, še v bistvu nek sink, potopi se likvidnost, gre iz trga dola, ne? Ampak načeloma smo v nekem globalnem ciklu zniževanja obrestnih mer, kar je za risk assete načeloma še zmeraj pozitivno. In veliko negativnih novic je vkomponirano v ta trg, mi smo lahko 30% poprav, tako da čist iz tega vidika, če bi zdaj rekel, da iz risk reward vidika ni to trenutek, kjer bi bil prav posebej medvedje razpoložen. Lahko pa, da gremo v podaljšano recesijo in, potem pa... Bomo pa videli. Ja, bomo preživeli. Zmeraj gre za vprašanje verjetnosti. Zmeraj gre za vprašanje verjetnosti pri teh odločitvah. Pa bomo pa videli, kakšno bo potem mentalno stanje ljudi. Ja, seveda. Tlele je tudi dobra izjava. Jaz sem prodal Bitcoin in vložil v Pepecoin. Good luck. Vso srečo želim. Ja, upam, da gre, ne vem, kje pa je Pepe, da vam pogledam. Ja, kar nizko je. Seveda Robert se potem je odzval in pravi, ti nisi normalen, Rok pravi, tako da kar nekaj zanimivih komentarjev na tvojo prodajo. Ja, srečno. Ja, srečno. Jaz bom rekel tako, srečno pa take profit. Pač če, ko gre gor. Sam pobira iz mize. Takoj. Ja. Tukaj še eno vprašanje vezano na Litecoin. Te dni se cene giblje zelo nizko, ima smisel investirati v Litecoin. O nekih ETF-ih vezanih na Litecoin je bilo govora. Ne poznam dovolj, da bi komentiral. Kar lahko rečem je, da Bitcoin ima tisto jasno mesto v institucionalnem portfelju, katerega mislim, da nobena druga kriptovaluta trenutno nima. Če mislimo, da ga bo imela, pol se splača glede tega špekulirati, ampak spet to je, po mojem mnenju, spada v isto košaro kot Bitcoin in ostale kriptovalute. Mislim, da dobiva to čisto vsakič, ko imamo nek vklop, to vprašanje Kaspa. Kaj pa mnenje o Kaspi? To sem ti mislim, da pošiljala sporočilo enkrat, pa si rekel tudi, da ne spremljaš. Ne spremljam, to je še ena izmed tistih v bistvu layer one konkurentov, vidim sicer številka 46, ampak poglejte chart proti Bitcoinu, kako izgleda. Lahko pogledamo. Kaspa Bitcoin. Ne vem, ne zgleda prav dobro. Ne, res, predlagam, da če razmišljate o investicijah, mogoče v določene altcoine, pa če ste mečken, da ste malo za v bistvu tehnično analizo, da se malo pogledate v bistvu chart proti Bitcoinu. In se vidite, so načeloma vsi altcoini v dolgo čas, se pravi na dolgoročni trendi, da se izgubljajo vrednost proti Bitcoinu. Kar pomeni, da vas bo Bitcoin bolj ublažil, ko trg pade, hkrati pa ne boste izgubili vrednosti, ko trg raste. V veliki večini primerov. Tako da to je za upoštevati pri naložbenih odločitvah. Prej smo se pogovarjala o košarici, oziroma košarici, mislim, da sem se z nekom drugim pogovarjala o razpršenem portfelju, ampak lahko tudi midva se dotakneva razpršenega portfelja. In ti si omenil dominanco, 62,5% dominanca je trenutno Bitcoina na trgu, 7,4 Ether. Pa daj mi ti povej, recimo, če bi ti strukturiral neko košarico teh kriptovalut, kako bi strukturiral? A bi se držal recimo te dominance, se pravi 60% Bitcoin, pa ostalo potem neke coine, altcoine, ali bi mogoče človečjo izpostavljenost imel do Bitcoina? Dobro vprašanje, spet mogoče odvisno od tega, koliko ste v trg vključeni, koliko zadeve poznate. Bi rekel, za vsak, ki začenja investirati, bi rekel večjo izpostavljenost Bitcoinu. Za vsakega, ki je nekje na začetku tega
investicijskega potovanja oziroma, bi rekel, večja izpostavljenost Bitcoinu, ker enostavno, razen če res recimo kakšne te majhne kovance, pa imate res kakšne informacije, da spremljate te projekte, da jih znate poiskati v zgodnjih fazah, so recimo velika večina top 100 blue chipov načeloma underperforma proti Bitcoinu. Tako da malo je te razpršitve, če verjamemo v določene teze, ne vem, AI, mogoče, ne vem, imamo meme, imamo, ne vem, da par teh niš probamo zadeti, ali pa recimo nek L1, ampak vse načeloma underperforma, pa ni za zanemar tega, da Bitcoin vseeno proti ostalim kriptovalutam precej bolj ublaži padec. Ker je minus 30, vse ostalo je pa ne minus 50, 60 in več. Tako da to je vse treba vzeti v račun. Se pravi, ta v bistvu volatilnost, nihanje same cene Bitcoina se je v bistvu nekako zmanjšala, ker takrat na začetku, jaz se spomnim, to je bilo res zelo, zelo divje. A greva mogoče še na eno vprašanje odgovoriti. Simon sprašuje, lahko pričakujemo tako volatilnost kripta, takšno volatilnost kripta kot v preteklosti glede na število institucionalnih vlagateljev, ki svoje portfelje čedalje bolj širijo na kriptotrg, bo bolj odvisen od dinamike delnic? Jaz mislim, da je kripto, pa zdaj, če gledamo recimo top 100, je zelo, zelo odvisno od dinamike delnic danes. V bistvu, kar iščemo, je razlog, zakaj Bitcoin ne bi bil. Za vse ostali kripto se lahko gleda pravzaprav kot Nasdaq, kot neka stava na tehnologijo. In smo se malo dotaknili Ripla, kar je bolj stava na sentiment, pa dober marketing, pa vse te zadeve, ampak se tudi znotraj tehnoloških podjetij imamo včasih lahko zelo dober marketing, pa ne tako fajn produkt. Tako da načeloma je to stava na tehnologijo. Medtem ko Bitcoin je pa zaenkrat še zmeraj stava na tehnologijo, ob razumevanju, da ima potencial, da postane to stava na neko digitalno zlato v okviru teh nekih sekularnih trendov v smislu deglobalizacije, velike težave z dolgovi centralnih bank, ekspanzije fiat denarja in tako naprej. Se pravi, ta element. Tole se mi zdi kar v redu, da bi rad vedel, koliko je trenutno takih, ki bi vlagalo v Bitcoin, ne pa pri 100.000. Ker dejansko takrat, ko je Bitcoin letel do 100, nad $100,000, je bilo izredno veliko povpraševanje. Jaz se spomnim, klicali so z RTV, z vse povsod, vsi so želeli vedeti, kako kupiti Bitcoin. Ne, danes se v bistvu to malo zamrl, tako kot na začetku, ko sva prebrala en komentar, je rekel, da je investiral v sklade, ko so bile rekordno visoke vrednosti. Zdaj pa ima Bitcoin ravno gledan $77,800. Pa ta psihologija je tudi na kriptotrgu prisotna, se pravi, smo trenutno v extreme fear, se pravi, skrajen strah prevladuje tudi na kriptotrgu. Ja, kaj bi rekel tle? Še zmeraj psihologija, tako kot na delniških trgih. Tako kot je Warren Buffett rekel, delniški trgi so, oziroma borza je manično depresivna, tukaj imamo pa manijo in depresijo na kvadrat na kriptotrgu. Ja, načeloma je buy when others are fearful. Ampak težko je pa zadeti, kripto je pa toliko emocionalen trg, da je težko reči, kdaj pa se res ta strah pojavi. Kdaj se pojavi tista kapitulacija. In to zadeti to, takrat so res dobri trenutki za investiranje, ampak spet, ni nam treba dna zadeti tukaj, Kripto je ravno kar spet imel 30% popravek na Bitcoinu, sedi trenutno na dolgoročnejšem suportu in če se delniški trgi polomijo nižje, se bo lahko verjetno tudi kripto, temu ne bo izjema, drugače pa pač tam 75-80 tisoč, lahko tudi, da bomo šli malo nižje, je dobra nakupna priložnost. Spet, če verjamete, da je to digitalno zlato, da gremo v global easing cycle in da bo ta trgovinska politika tudi se nekako normalizirala tekom naslednjih mesecev. In ja, je pa zmeraj to težko, ker smo videli, da je nekaj že padlo, kam pa zdaj še gre lahko.
Vse to je isto tudi na delniških trgih. Ne vidiš, ne vem, Nvidia je padala, ne vem, tam pri 90, 92 je bila, pa so se ljudje ustrašili, zakaj zdaj, kaj se dogaja. Ne. Nvidia se ne bo nikoli več pobrala. To je ta psihologija, ne, ta množica, čreda investitorjev, ki se ujame v ta cikl. Ne. Res predlagam v teh momentih, kar predlagam, je pač potrpežljivost, pa res. Zgodovina je v resnici tukaj najboljša učiteljica, ki jo imamo trenutno. Ker boljšega nimamo, ne bomo mogli priti do boljših zaključkov, lahko pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklosti, ko je recimo Bitcoin imel 30% popravek. Kaj se je zgodilo v preteklosti, ko je VIX, delniški indeks volatilnosti, šel na 55-60. Take situacije treba malo pogledati. In pol informirano odločitev okrog nekih verjetnosti sprejeti. A bomo 100% imeli prav? Noben ne ve. Noben nima, bolj, kaj bereš Twitter, manj ti je jasen. Ampak treba je pač pogledati, kakšna je pa verjetnost, da smo potencialno našli neko dno, kakšna je verjetnost, da gremo še nižje in tako naprej. Veš, kako je, kaj pravijo, loviti dno ali vrh je igra za norce. A greva mogoče še zdaj omenjaš zgodovino in podobno, zdaj tukaj pravim čisto na kratko, kriminal, kakšna tehnologija je Bitcoin, nobena. Zdaj, takrat, ko je bil vložen ta papir, white paper leta 2009, je na tem dokumentu je pisal, da je rojstni datum Satoshija Nakamota 5. april 1975, kar pomeni, da je praznoval 50 let, čeprav njegova identiteta še vedno ostaja skrita. Ampak a se je kaj v tem času od leta 2009 pa do danes tehnološko spremenil vezano na Bitcoin? Določene zadeve so bile, ampak jaz nisem tako blizu tem tehničnim spremembam. Nekaj se je dogajalo okrog same velikosti, se pravi, enega bloka, koliko transakcij gre lahko noter in kako se te transakcije verižijo. Neke manjše spremembe so bile, večjih sprememb pa ni bilo. Ampak jaz v resnici mislim, da je to pravzaprav dobro. Zakaj? Zaradi tega, ker je Bitcoin prestal test časa kot asset. In mislim, da testa časa nobeno drugo kriptosredstvo ni prestalo. Potem so se že pogovarjali tudi, kako investitorji vidijo Bitcoin. Investitorji načeloma Bitcoina ne vidijo kot neko tehnologijo, ampak ga v bistvu vidijo spet, bom šel nazaj, kot pač digitalno zlato. Lahko da v temu ne bo uspel, spet možno, da ne bo, ampak načeloma ni to bad, da je to pa zdaj Nasdaq, da je to zdaj tehnološka delnica. Obstajajo druge kriptovalute, ki so veliko bolj tehnološko hitrejše in imajo drugačne uporabne, so drugače uporabne. Ne. Mislim, ja, seveda, ampak ali Bitcoin pravzaprav ima kot tak dovolj, da je lahko uspešen? Mislim, da ja. Lahko je, se pravi, zlato, uporablja se lahko kot kolateral, se pravi, varuje vrednost recimo v finančnih transakcijah, v raznoraznih trgovinskih transakcijah. To vse lahko pravzaprav Bitcoin predstavlja in v to smer se tudi premika. Tako da mislim, da je veliko sprememb ni bilo, ampak je nekako skladno z vizijo. Zdaj, ko govoriva o spremembah, pa ko govoriva o teh valutah najstarejših, dajva omeniti še Dogecoin. Nastal je leta 2013. Kaj pa je tukaj s tehnologijo? Ni tehnologije. Točno to. Ni tehnologije, Dogecoin je fork Bitcoina in v bistvu edino, kar ima, je neko kulturno vrednost. To je to, ne? Kaj pa je, tlele smo imeli še eno vprašanje, ki ga zdaj zihar nam najdla, memecoin od Trumpa. Kje smo danes s Trumpovim memecoinom, kaj se dogaja, kdo to kupuje? $7 je $7,73. Mislim, da je bil pa vrh kar precej višji, sam zdaj seveda ne vem, koliko je bil vrh. Ja, a to ste vi itak tudi dali na vaš Bitstamp, pa ste ful takrat zamudili tisti hype, ne? Ja, za par nismo zamudili, ja. Mislim, da je, če pogledamo čart, je bilo to vse, kar je bilo potrebno. A to danes kdo investira v to? Ne kaže tako. V obdobju neke hude trgovinske vojne, ki je tale gospod Trump povzročil, mislim, da ni veliko interesa
trenutno za to. Ok, greva samo še pogledat, če še kaj taga, mogoče kaj vezano na te investicije, tako Tesla kot recimo MicroStrategy v Bitcoin, pa mislim, da PayPal je tudi nekaj investiral. Kaj ti vidiš tukaj še, da bodo podjetja se odločala za to vrstne investicije? Recimo Tesla je dobesedno ustvaril kar nekaj dobička, prav samo iz prodaje Bitcoina, ne pa iz prodaje svojih avtomobilov, ne? Ja, GameStop je bil zadnji, ne? Pa še GameStop, točno, ja. 5-6 milijardni balance sheet, kar velik pravzaprav. So najavili to strategijo kupovanja Bitcoina. Zadnjič sem videl celo podjetje, mislim, da je bila včeraj objava, ki je najavilo podobno strategijo za Solano. Sprav, da bodo tudi kupovali Solano kot nek glavni asset v zakladnici, kar je kar pogumna poteza, ampak jaz mislim, da bo spet nazaj, a bo zdaj to dominantna zadeva? Ne. Ampak se bodo določene podjetja odločila, da bodo v neki majhni meri izpostavljene temu, lahko da bomo to videli. Zdaj bo pa prav to full Bitcoin strategy. Ne pričakujem, da bo tega prav veliko. Bi rekel, da bomo videli, ampak ne bo pa to, da bo ogromni meri. Del portfelja, 5%. 2-5. 2-5, s tem, da sva rekla večji delež v Bitcoinu, tako da bolj malo ostane za Solano. Ja, ne, prav bilo je podjetje, ki je včeraj to 100% zakladniško strategijo najavili, prav investicija v Solano. Moram prav najdeti. A lahko medtem, ko ti brskaš, še eno vprašanje, Nina nam je postavila na YouTubu, kako mislite, da bo razvoj centralno-bančnih digitalnih valut vplival na trg obstoječih kriptovalut, kot sta Bitcoin in Ethereum? Jaz mislim, da central bank digital currency oziroma recimo neka zadeva kot je digitalni evro je prej grožnja komercialnemu bančništvu kot kriptovalutam. Zaradi tega, ker tukaj kaj pravzaprav central bank digital currency pomeni, da dobimo, če čistko probamo to poenostaviti na nivo neke uporabniške izkušnje, vi imate danes vašo NLB aplikacijo in preko NLB aplikacije plačujete račune, prejemate plačo, nema zdaj že se da kaj investirati in tako naprej. Če recimo Evropska centralna banka reče, da implementira digitalni evro, ga lahko seveda na več načinov. Najprej lahko to samo intrabank settlement, se pravi, samo banke med sabo se lahko poravnavajo, to pomeni, da to obstaja neka transakcija med pravnimi osebami, ne med fizičnimi osebami, ampak lahko najbolj to utopično stanje, če si ga lahko predstavljamo, je pa, da vi dobite aplikacijo, ki nadomesti vašo komercialno banko in Evropska centralna, da direktno bančno poslujete z Evropsko centralno banko. Zdaj, koliko je verjetno, da bi Evropska centralna banka se šla investicije z fizičnimi osebami, verjetno manj verjetno, ampak lahko vidimo določene scenarije, kako bi to lahko potencialno izgledalo. In prej res do zanimivih teh filozofskih vprašanj, kako lahko potem vam usmerjajo vašo porabo, pa rečejo, če pa ne bo, vam lahko, če ne porabljate denarja, pa vam vsak mesec odščipnemo neko malo vrednost in tako naprej, da se spodbuja potrošnja in tako naprej. To so taka 1984 vprašanja, ampak CBDC je bolj grožnja bančništvu kot kriptovaluta. Jaz se to mislim, da smo že nekajkrat izpostavili, pa ne sam ti, nekaj sogovornikov je že to v bistvu omenil. Ja. Da ne pozabim, moram te še vprašati vezano na Robinhood. Robinhood je pač prevzel Bitstamp. Kaj se dogaja zdaj tukaj z integracijo? Ne morem v tej fazi komentirati. Pač Robinhood je kupil Bitstamp in smo v procesu tega, da se transakcija zaključi. Sem videla, da Robinhood ima celo načrt, da bodo ponujali športne stave. To je že danes. A je že ponujajo? To je že live. Robinhood je najavil tudi privatno bančništvo, tudi ta robo-advisory oziroma wealth management. To se vse dogajalo v zadnjem mesecu.
so te objave naredili. To je vse javno, se da pogledati. Sicer trenutno je to rezervirano za ameriški trg, ampak sem prepričan, da v eni fazi se bo to razširilo tudi v Evropo. Tako da v bistvu Robinhood se premika nekje v smer, kako bi tem rekel, one-stop shop platforme za cel spekter finančnih storitev. Ja, to sem videla. Je bila pol tudi cela diskusija okrog investiranja versus hazardiranja. A ne? So se sprašvali nekateri komentatorji na Bloombergu. Veš kaj, tlele zdaj gledam še nekaj komentarjev je prišlo, ampak bova po moje kar zaključila. Edina eno stvar bi pa vseeno mogoče te vprašala, ker to je bila res ena taka bizarna zgodba. Magnetics. Coin Magnetics, to verjetno ne poznaš, lahko ga googlaš, vtipkaj ga Magnetics. Menda, da je to coin, ki ga je naredil Andrej Buhinc, njega zagotovo poznaš. Ne, v bistvu. To naj bi bila neka zgodba, naj bi se stepali na predstavitvi tega Magneticsa, naj bi se udeleženci tega dogodka, brala sem, da so se stepali. Celo, kaj se zdaj tukaj dogaja, ker ne samo okrog Magneticsa, na splošno, zdaj, koliko je teh kriptoprevar, kako se čisti trg, na kaj moraš biti pozoren, ker tukaj je bil en človek, ki je imel na YouTubeu ali pa ima še zmer na YouTubeu svoj kanal. Ta človek je že leta 2018, se mi zdi, da je bil prisoten v nekaterih Forex zgodbah, potem smo videli ga v zgodbah OneCoin in zdaj zgodba Magnetics, se pravi, to naj bi on to naredil. Jaz moram priznati, da se jaz nisem poglabljala v to zgodbo, ampak smo pa dobili nekaj komentarjev vezano na ta Magnetics. Kaj lahko svetujeva ljudem, ko hočejo nekam investirati in podležejo takšnim zgodbam, kot je znajo dobri prodajalci očitno prodati? Najprej jaz zgodbe ne poznam in prvič slišim za to zadevo, tako da tudi gospoda ne poznam, prvič slišim za njega. Tako da v bistvu ne vem, kaj bi rekel. Po moje tiste klasične stvari, a ne? Ko Točno vidiš, to. da so neki red flagi ali pa neki alarmi, da se ti lučke prižigajo. Jaz mislim, da zakaj iti v neko tako zgodbo, sploh pa z večjimi vsotami, mislim, ne. A se spomniš, midva, ko se na začetku pogovarjala, sem te vprašala, a ne, mislim, koliko kriptovalut imamo? Koliko jih je na Ne vem, trgu? si lahko gremo midva zdaj na ChatGPT, pa naredimo en smart contract, pa deployeva en token. Recimo, to se vse da, ja. Ampak od vseh teh kriptovalut, ki so na trgu, si ti enkrat, če se jaz prav spomnim, rekel prvih 100 ali pa prvih, ne vem, 500, zdaj se ne spomnim točne številke, si rekel, da se splača malo bolj poglabljati v projekte, vse ostalo je pa zelo vprašljivo. Se pravi, tudi Ja. na katerih kriptoborzah kotirajo te coini, je tudi pomembno. No? Po moje, če to ne kotira na nobeni uveljavljeni borzi, ampak na nekih obskurnih borzah, ne vem. Sigurno. Se strinjam. Mislim pač, jaz bi še zmeraj nekako stojim za tem, da tam 100 do 200, mogoče lahko tudi 500, ja se splača iti pogledati, tam se da, mislim, splača pogledati. Če vas to zanima, si lahko greste pogledati, a ne. Ta trg ni več enak, ker je recimo bil tam 2020, 2021, ampak še zmeraj pa ogromno enih vprašljivih stvari. Danes je vse finančna infrastruktura relativno razvita, imate legitimne borze, tako kriptovalut, imate legitimne borzne posrednike, banke, s katerimi lahko delate, ki jim lahko nekako zaupate v bistvu svoje premoženje. Zdaj, če to bi bil nekak generalen komentar, to so vse neki red flagi, če vam nekdo neke dobičke obljublja ali pa vam prav, da nakažete na nek osebni bančni račun, ki ni na neki finančna institucija. Kakršne kot take zadeve, to so vse red flagi. Pošljite mi denar, pa vam nazaj vrnem čez en mesec nekajkratnik vaše. To so veliki red flagi in tega je preveč. Dajte
res biti previdni. Obstaja ogromen, res trenutno že obstaja enih legitimnih institucij na tem področju, ki so trenutno v današnjem času samo en klik stran. Ja, to je to. Ok, Nejc, najlepša hvala za vklop. Hvala, ker si vzel čas, 1:20 smo debatirali. Hvala tudi vsem, ki ste poslali vprašanja. Žal nismo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja. Nejc, lepo se maj, uživaj v New Yorku. Mi bomo tudi v Ljubljani. Sem prepričan. Hvala lepa. Skratka, hvala vsem, ki ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.